Hvala. Lep pozdrav, spoštovani poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke. To je N1 podcast. Z mano je pa danes dr. Primož Krašovec, sociolog s Filozofske fakultete. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala za povabilo. N1 podcast s Suzano Lovec. Pa začniva nekako provokativno. Dan upora je bil nedavno. Čemu se sploh še dan danes upiramo? Zdaj, seveda jaz ne želim primerjati kateregakoli drugega upora z uporom proti okupatorju, niti podrazno, seveda ne. Je pa to dobro izhodišče, mogoče ta dan, za razmislek o vprašanju, čemu se danes še upiramo, se čemu upiramo, kako se upiramo, kdo se upira in kdo ne. Ja, mogoče, če potem tudi poskusim s provokativnim odgovorom, ker mislim, oziroma omejil bom svoj odgovor na Ljubljano, se pravi, ne bom pretirano posploševal, ampak mislim, da če vzamemo recimo eno ikonično fotografijo ali pa prizor recimo iz zadnje sezone upora, recimo med 2020-2022, bi saj jaz izbral to mogoče že malo zelo glasno fotografijo, ki je bila veliko tudi komentirana na internetu. In sicer to, ker je z nogo napisano delavske pravice na peščeni plaži, se pravi tej neki rajski plaži na nekem rajskem otoku, do katerega prideti in v katerem bivati ni prav poceni. Ampak zdaj, tako da mislim, da ta prizor dejansko zgošča nekako bistvo upiranja v Ljubljani ali pa recimo nekega habitusa upiranja v Ljubljani, ampak zdaj onkraj recimo te očitne hipokrizije, recimo ljudje, ki imajo veliko denarja ali pa ki prihajajo iz uglednih družin, potem pozirajo kot uporniki, seveda obstaja tudi ta element recimo tega neskladja, recimo med razrednim izhodiščem pa cilji ali pa recimo te deklariranim sporočilom odpora. Ampak mislim, da je situacija, vsaj kar se tiče Ljubljane, zanimiva tudi onkraj, recimo te očitne hipokrizije ali pa očitnega neskladja, in sicer v smislu, da je neka recimo levičarska ali pa uporniška drža je saj v Ljubljani, če nekdo hoče karkoli doseči, pa tudi ne v celi Ljubljani, recimo, če še bolj preciziram pa zožam, ampak recimo v nekih intelektualno-kulturnih političnih ali pa parapolitičnih aktivističnih scenah je pravzaprav nujna ali pa obvezna. Se pravi, ne gre recimo v nasprotju z običajnimi predstavami uporov, kjer imamo recimo mainstream ali pa normi družbo in potem imamo nek rob upora, recimo nekaterih, ki gledajo izjemno kritično, ampak so pravzaprav marginalni glede na osrednjo družbo. Mislim, da je situacija v Ljubljani je obrnjena. Pravzaprav tisto, kar je normi ali pa mainstream in kar je hkrati tudi obvezno, recimo tudi kar se tiče recimo kariernih strategij, načrtov, doseganja političnega vpliva, je ravno obratno, mora biti neka uporniška drža, tako da v Ljubljani je lahko recimo bolj disidentska drža apolitična, recimo, ali pa zavračanje. Recimo meni je zanimivo včasih testirati, če se izrečem apolitično ali pa da me neka tema ne zanima, koliko so recimo žolčni odzivi potem na to, ker se preprosto pojavi nekdo, ki zavrne recimo to prisilo po uporništvu ali pa uporniški drži. Zdaj, recimo, kaj bolj konkretno mislim s tem prisilnim uporništvom ali pa prisilnim levičarstvom, recimo dovolj je, če si pogledamo repertoarje kulturnih dogodkov ali pa kulturnih prireditev, povsod je upiranje neoliberalizmu, upiranje kapitalizmu. Če gledamo recimo naslove predstav v gledališču, spremljevalne dogodke, pogovorne, recimo, če gledamo naslove medijskih oddaj in podobno, če gledamo naslove v časopisih in tudi če gledamo katerokoli vsebino praktično, težko je naleteti na kulturni ali pa umetniški dogodek, ki ne bi bil tako ali pa drugače angažiran. Se pravi, tudi karierne strategije, recimo napredovanja v temo ali pa vstopa v samo to polje, mora biti neko levičarska drža ali pa uporniška drža. Tako da mislim, da recimo vsaj ta
eksplicitni ali pa ta deklarirani upor, saj kar se tiče spet recimo ljubljanskih kulturno-intelektualno-medijskih recimo scen ali pa tega recimo kompleksa izobraževanja kulture in medijev, pravzaprav ni zares uporniški, je najbolj konformistična drža, ki v bistvu za zelo majhne investicije, recimo če pogledamo ekonomsko, ampak ne ekonomsko v smislu denarja, ampak za zelo majhne investicije recimo napora, kar je potrebno se naučiti recimo nekih 10 osnovnih fraz o neoliberalizmu, o tem, da so privatizacije slabe in podobno, ampak nekih zelo splošnih fraz ali pa klišejev in potem pravzaprav to ponavljati kot signaliziranje pripadanja določeni skupini ali pa določeni skupnosti in potem se preprosto začnejo vrata odpirati v določene institucije, potem pa lahko niansiramo recimo te fraze ali pa ta način govora in recimo pridemo na višje položaje znotraj teh situacij, ampak kar je ključno in kar se mi zdi dejansko izzivalno ali pa provokativno, kar je ključno pri celem tem procesu je, da se recimo to neskladje, recimo med tem, da je uporniška drža ali pa ponavljanje recimo levičarskih fraz, pravzaprav način akumulacije recimo simbolnega kulturnega kapitala, doseganja določenih pozicij, prihajanja na neke pozicije moči, recimo tega neskladja se ne sme izreči. Prav, osnovna spodobnost recimo v teh krogih zahteva, da se tega ne izpostavlja. Seveda to vidiš, je zelo očitno, recimo, ko se gibljaš po teh krogih, ampak tega ne smeš izpostaviti, tako da mogoče saj v tem recimo mikrokulturni situaciji Ljubljane, mislim, da je dejansko provokativna gesta, s tem, da začneš, da izpostaviš recimo to protislovje ali pa to neskladje, pa potem vidiš, kam te naprej pripelje. To ste zdaj naredili, pol ta upor. Ja, recimo. Po prazniku dela, ki je pa tudi bil, vas pa vprašam, kot nekoga, ki piše o delu, o kapitalizmu, Tujost kapitala je knjiga, ki je bila kar citirana v minulih 2 letih. Vas vprašam, kaj je torej v tem trenutku, v tej družbi pri nas delo, kdo so delavci in kaj je delavski razred v poznem kapitalizmu. Vi ste o tem tudi že prej veliko pisali, o neoliberalizmu, naprimer pravite, se nanaša na neoliberalizem, da kot posebna etika vsakdanjega življenja, etika izbire strateških racionalnih investicij lastnega človeškega kapitala in da v bistvu se izkazuje v bistvu tudi v epidemiji depresije in tesnobe na eni strani in množičnem iskanju sreče na drugi strani. Pišete o tem, kako seveda ni to prevladujoč način dela in kapitala, ampak da mnogi v naši družbi, verjetno točno v Ljubljani, o kateri govorite, v bistvu prevzemamo ali pa gre za način dela, ki je nenehen in ki proizvaja nenehen in neizogiben občutek krivde. Ne le v posameznih spodrsljajih pišete in neuspehih, temveč tudi občutek, da nobena na prvi pogled še tako dobra tehnika in inovacija ni dovolj. Govorite torej o tem, da sami pri sebi razmišljamo kot delavci, da nismo dovolj dobri, da nikoli ne naredimo dovolj, da sami razmišljamo o tem, kot bi sicer v preteklih desetletjih, stoletjih razmišljali šefi, kaj lahko naredim bolje, nisem dovolj dober, kako lahko še v bistvu pomagam torej podjetju, kapitalu, šefom in tako naprej. O tem pišete. Tudi moje vprašanje tukaj, torej, kaj je v tem času še delo in kdo smo delavci? Zdaj to sta v bistvu dve vprašanji o enem, tako da bom začel na prvo odgovarjati, med čemer bom verjetno pozabil, kaj je bilo drugo, tako da vas bom prosil, mogoče, da me spomnite na to drugo. Ampak mogoče, če začnem s tem, dejansko ena od mojih novoletnih zaobljub je bila, da v letu 2024 ne bom uporabljal besede neoliberalizem, čisto neka oblika dekontaminacije, v smislu teh nekih, ne bom rekel, mislim, da prisilnih je premočna beseda, ampak saj tako, recimo,
prelahkih, to je beseda, ki jo iščem, prelahkih oblik, recimo družbene kritike. In se mi zdi zelo zanimiv tak eksperiment na samem sebi, tudi zato, ker za eksperimente na samem sebi ne potrebuješ soglasja etične komisije, da recimo poskušaš najti oblike kritičnosti, ki ne vsebujejo besede neoliberalizem. Zdaj tudi ta trojček člankov, ki sem jih napisal 2016, je bil pravzaprav tudi nek izraz naveličanosti teh klišejev o neoliberalizmu, v smislu, da neoliberalizem je uničenje države, sem kako potem pojasniti, da neoliberalizem je ravno političen ali pa državni projekt. Zdaj, sam se ne spomnim, da bi Ronald Reagan recimo ali pa Margaret Thatcher prihajala iz privatnega sektorja, mogoče deloma Ronald Reagan kot nekdanji igralec, ampak večinoma je bil to državni projekt, politični projekt, tako da sem poskušal razmišljati na tej recimo, ali pa spet iti čez ta očitna protislovja, ko ostajajo v teh recimo površnih obravnavah neoliberalizma razrešena, pa spet videti, kam bo to pripeljalo. Zdaj, kar se tiče tega prvega dela vprašanja, kaj je delavski razred v kapitalizmu, mislim, da to vprašanje nima zelo očitnega odgovora, oziroma očiten odgovor bi bil preprosto ljudje, ki delajo, ampak recimo že če se vežemo na to recimo delo kot neko konkretno aktivnost, mislim, da že zgrešimo eno od bistvenih zgodovinskih posebnosti kapitalizma, kjer ne gre, ali pa kapitalizem razsloji družbo ali pa razdeli družbo na razrede ravno na način, da ignorira kakršnekoli konkretne dejavnosti ali pa tudi kakršnekoli recimo kulturne vsebine v najširšem pomenu, recimo stile oblačenja, stile prehranjevanja, okus, recimo kulturni okus in podobno, za razliko od vseh predkapitalističnih družb. Se pravi, če pogledamo katerokoli recimo zgodovinsko predkapitalistično kastno družbo, pri čemer besedo kasta uporabljam tudi za stanove, srednjeveško razdelitev, recimo kot neko to splošno predkapitalistično družbeno delitev, ta delitev vedno poteka glede na določene, ali pa vedno temelji tudi na kulturnih razlikah, se pravi v smislu, recimo aristokracija nosi plašče iz krzna, krone, nakit iz dragih kamnov in zlata, ne samo zato, ker so te stvari dražje in izgledajo lepše ali pa signalizirajo višji status, ampak samo aristokracija lahko nosi določene kroje, določene barve, določene materiale, potem meščani je recimo že nekaj drugega in najnižja kasta, kmetje oziroma tlačani, spet nekaj drugega. Tako da je ta razslojenost očitna že na prvi pogled. Recimo, če dam primer, nasprotni primer iz kapitalizma, danes tudi navadnemu uslužbencu nič ne preprečuje, da gre recimo v Zaro pa si kupi, ali pa v H&M pa si kupi poceni imitacijo poslovne obleke, se pravi lahko zgleda kot svoj šef, se pravi lahko, ali pa če dam še nek drug primer, recimo če pridete v neko visoko tehnološko podjetje v San Franciscu, boste morali vprašati, kdo je šef, zato ker bojo verjetno imeli vsi havajske srajce ali pa pulover, te športne puloverje s kapuco in ne bo zelo očitno, recimo, kdo je šef, in vsi bodo jedli, vsi bodo ves čas na računalnikih, vmes bojo naredili nekaj sekundne pauze, da recimo pojejo kakšne tiste instantne rezance, ki mi jih dostavijo. Tako da ne bo nobene razlike v kulturi ali pa navadah. Tako da razlika v kapitalizmu, ki se vzpostavi z razredi, je predvsem abstraktna in tukaj je, se pravi, ali pa je odnos do te nematerialne razsežnosti ali pa nekulturno določene razsežnosti kapitalizma, ki pa ravno vredno. Se pravi, je vprašanje, kako določene osebe dostopajo do produkcije presežne vrednosti, se pravi te osnovne formule kapitalizma, kjer denar producira več denarja, na kakšen način ali pa na kakšni točki dostopajo do tega procesa, kjer so vse kulturne značilnosti
navade in podobne irelevantne, ampak tukaj pogosto se zmedejo recimo tudi današnji sociologi, ker še vedno imajo neko predstavo o kapitalizmu iz 19. stoletja, ker pravzaprav ta kastna delitev še ni popolnoma razgrajena in se dejansko delavci so oblečeni v cape, podobno kot srednjeveški tlačani, medtem ko so kapitalisti oblečeni v cilindre, frake in tako naprej, recimo v zelo izrazite meščanske obleke. In potem razmišljajo o razredih kot socioloških kategorijah, recimo kot družbenih skupinah, ki so ločene glede na načine oblačenja, ali pa v najboljšem primeru recimo ne pridejo do te abstraktne ravni odnosa do vrednosti, ampak do te konkretne ravni, se pravi dohodkovnih razredov. Tisti, ki imajo nizke dohodke, so nižji razred, potem imamo to razdelitev srednji razred, visoki razred, ampak to se zelo hitro zakomplicira, ker recimo uslužbenec recimo v neki finančni firmi lahko zasluži 10.000 evrov ali pa dolarjev na mesec, ampak je še vedno uslužbenec, se pravi njegov odnos do vrednosti, odnos delovne sile, se pravi ne tistega, ki upravlja s procesom tako, da količina denarja prinese več denarja, ampak tisti, ki dela neke stvari, ki rezultirajo v nekih izdelkih, ki se prodajo zato, da denar prinese več denarja. To sta dve osnovni poziciji, ampak ta uslužbenec, ki je formalno gledano v proletarski poziciji, čeprav gre to kontra recimo vsakdanjim intuicijam, ker vedno mislimo, da so proletarci ali pa delavci revni, je lahko bogatejši recimo od kapitalista, ki je lastnik nekega majhnega podjetja, ampak katerega ravno zato, ker je majhno, mu ne omogoča recimo, da bi sam v sebi izplačal 10.000 evrov neto. Se pravi, imamo lahko kapitaliste, ki so revnejši od proletarcev, to recimo zmede to intuicijo o razredih kot dohodkovnih kategorijah, če sploh ne govorimo o razredih kot recimo o kulturno določenih družbenih skupinah, čeprav po drugi strani recimo neka verzija kast, se pravi teh kulturno ločenih skupin preživi, ampak te ravno niso kapitalistično določene. Seveda lahko reči, danes lahko govorimo recimo o kulturnikih, ki se obnašajo, govorijo na specifičen način, imajo več kulturnega kapitala, recimo od majhnih privatnih obrtnikov ali pa kmetov. Očitno se razlikujejo v svojem načinu življenja ali pa habitusu, ampak to spet niso kapitalistični razredi, ampak način, kako kaste preživijo konec feudalizma ali pa konec same kastne družbe. Se pravi, postanejo malo bolj amorfne, malo bolj porozne, ampak še vedno obstajajo, ampak to spet niso kapitalistični razredi. Zdaj pa ta drugi del vprašanja je pa glede recimo tega, kar sem imenoval neoliberalna etika, se pravi tega občutka recimo tega občutka pritiska, da moramo, da nikoli ni dovolj, se pravi, da vsak naš, karkoli že počnemo, nikoli nismo... Da nikoli v bistvu ni dovolj, da tudi sami pri sebi razmišljamo, da ni dovolj, kaj bi še, kako bi še, da smo nekako, to moje besede, ne vaše, v bistvu že mislijo delavci na način šefov in da se, kot vi pravite, na koncu postane osebno politično vprašanje, kako ujeti tok življenja, da nas ta ne bi pustil ob strani in kako zatreti negativne miselne evidenske vzorce, se naučiti razmišljati pozitivno in najti srečo. Torej, ta ujetost verjetno v to posledico, ki jo potem delavci rešujejo to posledico, verjetno ne pa vzroka, in kaj v bistvu bi po vašem mnenju pomenil ali pa kakšen bi bil sploh možen izstop iz tega načina. Govoriva seveda za tiste delavce ali pa za tisti del delavstva, ki ne paše pod tiste klasične, tradicionalne vzorce, ki jih je pa tudi, kot tudi sami pravite, in v svetu, in tudi v Sloveniji, veliko. Torej, še vedno najdemo, recimo, tudi v Sloveniji čist običajne 19-stoletne, kot iz 19. stoletja načine izkoriščanja delavcev. Pred kratkim smo poročali o šiviljah na Goričkem in podobnih primerih, Marine Blue in tako naprej. Skratka, so to neki res stvari, za katere smo mislili, da jih ne bomo več videvali, množična kršenja pravic, teh najbolj osnovnih. No, če se vrnem nazaj, kaj pa za tisti del delavstva, ki v bistvu sam sebe žene, jaz sem to zelo naivno povedala, pa povzela. Ja, mislim,
da to je ravno točka, ker se potem razredna teorija še dodatno zakomplicira, ker spet vsakdanja ali pa zdravorazumska intuicija bi bila, da razredna ločnica ločuje posamezne osebe ali pa skupine ljudi medsebojno. Mislim, da to spet velja za kasne družbe ali pa katerokoli od teh recimo tradicionalnih, rigidnih družbenih delitev, ne pa tudi za kapitalistične razrede. Za kapitalistične razrede, in to je zelo zanimiva komplikacija razredne delitve, je značilno, da lahko razredna ločnica poteka tudi znotraj posamezne osebe. Se pravi, nas lahko tudi deli na dvoje, recimo, kot sem pisal tudi v tem članku, in sicer, ker en del nas ima ta, recimo, čisto osnovni gon po samoohranitvi, v smislu manjka nam recimo počitka ali pa čutimo posledice izgorelosti in podobno, ali pa še pred izgorelostjo, mogoče čutimo, da se preveč ženemo, da bi bilo dobro malo počasniti, ampak po drugi strani imamo pa ta ne izključno ekonomski, ampak tudi psihološko-emocionalni, recimo del, ki je pa pravzaprav odvisen. Mislim, pa tukaj ne uporabljam odvisnosti samo kot metafore, ampak več ali manj dobesedno odvisen od tega ustvarjanja presežkov, se pravi, pa ne samo monetarnih, ampak v smislu, da naslednji tekst bo boljši od prejšnjega ali pa recimo naslednje predavanje, tudi v javnem sektorju, recimo, da naslednji semester predavanj mora biti boljši od prejšnjega, se pravi, še manj neplaniranih digresij, še bolj natančen, tudi še boljša, novejša literatura in tako naprej. Mislim, da to več ali manj vsi, ali pa vsi razen tisti, ki so ujeti v res, recimo, kakšne zelo situacije iz 19. ali pa zgodnjega 20. stoletja. Ki tudi še obstajajo, kot sem opozorila. Seveda. Da smo vsi v to ujeti, hočete reči. Ja. Ali pa recimo, saj vsi, ki nimamo te nesreče, da bi bili ujeti v neke te zgodnje kapitalistične situacije, verjetno čutimo to. In tudi izven striktno kapitalističnih situacij, se pravi, recimo tudi v javnem sektorju ali pa del vsaj javnega sektorja. Recimo po drugi strani lahko rečem, da v dobrem in v slabem je velik del javnega sektorja tudi imuniziran, recimo pred tem notranjim pritiskom ali pa pred tem ponotranjenjem kapitalističnih imperativov, ali pa imamo spet to dvojnost ali pa neko hipokrizijo v smislu obnašanja zelo konkurenčno ali pa zelo parakapitalistično, ker ni zares kapitalistično znotraj javnega sektorja, navznoter, ampak te platitude navzven, kako se moramo boriti proti temu, ali pa ena taka dobra intuicija, recimo, ko imate opravka z ljudmi iz javnega sektorja, da bolj, ko kritizirajo kapitalizem, je zelo verjetno, ali pa neka taka heuristika, zelo verjetno ga izvajajo navznoter v svojih mikrookoljih, ampak recimo, če se vrnem k temu, kako pride do tega, da se razredna ločnica ponotranji, mislim, da je to ta razlika, ki se ponavadi v strokovni literaturi imenuje prehod iz fordizma v postfordizem. Se pravi, če je fordizem ta klasični industrijski kapitalizem, ta seveda ne vključuje zelo veliko komunikacije, čustev in podobnega. Prvič je zaradi same materialne narave dela. Se pravi, če ste za tekočim trakom, potem nimate veliko časa za komunikacijo ali pa razmišljanje. Se pravi, večinoma se morate zelo koncentrirati, ker prihajajo polizdelki, kjer naredite en gib ali pa nekaj enostaven izgibov in potem grejo naprej k vašemu sosedu. Se pravi, večina psihične energije usmerjena v to držanje koncentracije in da so te gibi res natančni in hitri, ker vaša hitrost dela narekuje hitrost samega strojnega sistema, se pravi, hitrost, s katero se premika tekoči trak. Poleg tega pa komunikacijo otežuje že sam hrup, recimo v tovarni, ne morete se zares pogovarjati razen med pauzo, kar se potem spremeni, oziroma, lahko bi rekli, da ta večji pomen komunikacije pa čustvene vpetosti od dela se da obstaja v bolj kreativnih poklicih že prej, ampak recimo se razširi, saj deloma tudi na klasično industrijo, recimo proti koncu ali pa v zadnji tretjini 20. stoletja, v smislu večje, včasih spontane, včasih načrtne, intencionalne vpetosti samih delavcev, tudi emocionalne recimo psihične in emocionalne, se pravi, kjer ni več in ta recimo
poriv prihaja iz obeh strani, tako z delavske, kot z kapitalistične. Se pravi, kapitalisti na neki točki ugotovijo, da je pravzaprav bolj učinkovito, čisto kar se tiče produktivnosti, drugih kriterijev učinkovitosti procesa. Če se bolj počutijo delavci. Ne? Ja, pustiti delavcem mogoče več svobode, mobilizirati njihovo kreativnost in dati več avtonomije in samoodločanja, ker držati to striktno disciplino, ker ta striktna disciplina ima lahko kontra učinke, tako da je pravzaprav neko kontrolirano popuščanje te striktne discipline, ki čisto zgodovinsko se navdihuje pri vojaški disciplini in vojaških hierarhijah. Se pravi, zgodnji kapitalizem pravzaprav še nima svojih načinov organizacije delovnega mesta in imitira vojaške, se pravi to striktno disciplinarno piramidno strukturo, to verigo poveljevanja, se pravi en šef in potem tisti so tiho spodaj izvršujejo ukaze, potem nekaj vmesnih stopenj, ampak lahko rečemo, da postfordizem, se pravi ta novo, recimo kreativno delovno mesto, kjer se pogovarjamo, komuniciramo, imamo team buildinge, je dejansko kapitalistična oblika organizacije delovnega mesta, se pravi ni nekaj, kar si sposodi ali pa na kar preprosto naleti, ampak kar sam razvije po svojih lastnih standardih, ampak mislim, da ne smemo pozabiti tudi poriva z druge strani, ker recimo ta disciplinarni tovarniški sistem tudi ni bil zelo prijeten z delavske strani, pravzaprav bil zelo neprijeten, tudi zato je, recimo, če dam osebno anekdoto, recimo moji starši so bili te klasični industrijski proletarci in recimo, ko sem bil najstnik, so mi ves čas govorili, da ne bom priden v šoli, da bom imel dobre ocene, zato da se vpišem na faks. In jaz sem sprašal, zakaj je zdaj faks tako pomemben, in so rekli, če greš na faks, ti ni treba delati, ker za njih je delo pomenilo delo v rudniku ali pa v tovarni in za njih recimo te meščanske kariere, kot je recimo biti zdravnik, profesor, to za njih ni bilo delo, to je bilo pravzaprav življenje uživancije, to za njih ni pomenilo delo, ampak zato, ker so imeli sami celo življenjsko izkušnjo tega recimo tovarniškega ali pa industrijskega dela, tega niso želeli prihodnjim generacijam. So pravi rekli, zadnje, kar hočeš je to, da ostaneš brez izobrazbe ali pa drugih možnosti, ker potem boš mogel delati v tovarni. Se pravi, tega niso videli kot nek cilj, ampak kot prekletstvo. Se pravi, nekaj, kar so oni mogli pretrpeti, zato da naslednjim generacijam ne bo treba. Tako da, s tem sem mislil nazoriti to, da bi bilo narobe zanemarjati tudi pritisk z te druge strani, ampak v čemer to rezultira, so pač ne samo mogoče te oblike mehkega menedžmenta, recimo bolj spodbujanja kot ukazovanja in tako naprej, ampak tudi oblike recimo podjetij, sploh kakšnih manjših, recimo bolj kreativnejših ali pa tehnološko naprednejših podjetij. Mislim, da to ne velja mogoče za celoto današnje kapitalistične ekonomije, ampak v vedno več sektorjih se vidi ta zanimiv proces, kjer se pravzaprav funkcije menedžmenta ali pa upravljanja, kar je kapitalistična funkcija, se pravi skrbeti za to, da proces poteka na kapitalističen način in zaposlenega, se pravi investirati svoj čas, svojo energijo in tudi vedno bolj svojo kreativnost, svoje ideje v izdelavo nekih produktov, lahko materialnih, lahko nematerialnih storitev, ki se jih da prodati zato da se začetna denarna investicija poveča, se pravi da se to združi in potem se dejansko ponotranji ali pa dejansko ponotranji razredno razmerje in potem tukaj dejansko ne gre za to, da bi nam oprala možgane neoliberalna ideologija, ampak gre za to, da dejansko, če smo v taki situaciji, kjer imamo in funkcije menedžmenta združene kapitalistične in funkcije zaposlenega, potem ni zunanje instance, od katere bi se distancirali, nad katero bi se pridušali, ki bi jo kritizirali, ampak je dejansko vsaka težava v podjetju tudi naša dejanska težava in pa če prodaja naših izdelkov ne prinese dovolj denarja, recimo, da bi si povečali plače, to dejansko tudi naš problem. Se pravi, moramo hkrati razmišljati kot kapitalisti, pospeševati prodajo, biti bolj konkurenčni, delati hitreje in učinkoviteje, ampak hkrati tudi sami več čas potem čutimo negativne učinke tega, recimo,
recimo tipa ali psihične, zdravstvene, izgorelost, anksioznost in podobno. In potem je ves čas postane pravzaprav razredni boj, ta notranji psihični boj, se pravi med tendenco, to osnovno, kot sem že omenil, po samoohranitvi in tem, da je dejansko potrebno čisto iz recimo neke ekonomske računice proizvajati vedno več, se pravi držati korak s konkurenco, biti konkurenčen in podobno. Ampak to je samo, ampak ni, ker sem prej omenil odvisnost, to ni samo ekonomska računica, ampak dejansko se na nek način uskladijo psihični mehanizmi z delovanjem, s tem zunanjim delovanjem ali pa s temi osnovnimi kapitalističnimi imperativi, se pravi tega neskončnega povečevanja presežne vrednosti, kar potem dobijo obliko odvisnosti ali pa deloholizma, kar je še en pomemben psihična razsežnost kapitalizma. Ampak recimo, kakšen odstotek ljudi recimo v Sloveniji bi pripisali ali pa mislite, da ima to notranjo dilemo oziroma ta notranji razkol, kjer v bistvu sam sebe žene, na ta način, kot ste zdaj opisali, oziroma ki verjetno je slej ko prej v neki dilemi, na kak način to tesnobo razrešiti. Tudi Rajko Muršič je v intervjuju, ki ga je imela novinarka Irma Musič ob 1. maju na N1 opozoril recimo na to, da smo mogoče malo zavedeni, da so se stvari veliko spremenile na boljše, zaradi tega, ker ni več toliko fizičnega dela, je opozoril točno na te druge oblike dela in na to, da je v bistvu tudi digitalizacija prinesla k temu, da smo tudi po 12 ur lahko v službi, pa niti v bistvu se tega ne zavedamo, verjetno. Ne? Skratka, moje vprašanje je bilo, pri katerih je ta notranja razdeljenost, ki ste jo opisali, na kak način je tukaj možnost razrešitve tega oziroma ponujate kakšne rešitve? Ja, mislim, tukaj ne bi se upal govoriti o številkah, ker je te stvari, je to zaradi te specifične, recimo, samo skrivanja razrednega razmerja v kapitalizmu, ki sem ga omenil prej, te stvari zelo težko statistično preveriti. Mislim, da ne moramo iti pogledati na SURS, ker SURS ima klasifikacijo različnih poklicev, pa te dohodkovne razrede. Tako da mogoče lahko dobimo to bolj osnovno sociološki pregled nad razlikami v premoženju, razlikami v dohodkih, pa lahko govorimo o razredih na ta način. Medtem, ko bi za odgovor na to vprašanje bi potrebovali res detaljne, recimo take etnografske ali pa antropološke študije, ker bi šli iz delovnega mesta, tako da tukaj lahko govorim bolj potem recimo informiranem ali pa izobraženem, ne v gibanju ali pa recimo občutku, recimo kontakta z različnimi ljudmi, ki delajo v različnih situacijah in te situacije so dejansko zelo različne. Recimo omenjal sem že javni sektor ali pa visoko šolstvo. Recimo tukaj je veliko recimo ciničnega, distanciranega odnosa od tega pritiska, ki ga tudi čutimo po neskončnem produciranju vedno več, samo da je ta parakapitalističen. Ne produciramo vedno več denarja, ampak recimo vedno več akademskih točk. Ampak pogosto je tukaj ali pa rekel bi recimo, saj spet Univerza v Ljubljani, da ne posplošujem preveč, je mogoče najbolj pogost je ta recimo cinično-pragmatičen odnos do tega, se pravi navzven kritika, navznoter maksimiziranje ali pa navzven te platitude o groza, pršuje neoliberalizem univerzom, navznoter pa maksimiziranje lastnih točk. Ali pa to se da, to spet mogoče kot eksperiment, to se da zelo enostavno preveriti. Se pravi, pišete kritike kapitalizma, vsi kriz, pa vidite, koliko akademskih točk so zbrali v zadnjih 5 letih. Ponovadi zelo visoka, recimo ta glasna kritika neoliberalizma, pa količina točk so ponovadi zelo pozitivno korelirani. Ampak recimo bi bila ta distanciranost v smislu, da se potem začne gejmati ta sam sistem, da ni dejansko proizvajanje več vednosti, kar bi, se pravi, da ni tega pritiska po proizvajanju več, recimo vednosti, izvirnih idej, res dobrih tekstov ali pa te maksimizacije
Recimo naslednja teorija mora biti res odkritje, mora biti boljša ne samo od moje prejšnje, ampak od vseh obstoječih, ampak je več ali manj spreminjanje naslova enega in istega članka, ki se potem 20krat v glasilu nekega oddelka ali pa nekega inštituta 20 let zapored objavi in je pol to neka kariera pa maksimizacija točk, ali pa recimo nameščeni citati v smislu, da se nek oddelek ali pa neka raziskovalna skupina dogovori, da bodo en drugega citirali in bo tako maksimizirati, tako da recimo to bi bil tak distanciran, cinično distanciran odnos do tega, bi rekel zelo manjša, recimo veliko manjši del ali pa manjši procent je tistih, ki dejansko to vzamejo resno, v smislu, da mogoče kapitalizem ni samo slab ali pa grozen, ampak da je dejansko ta dilema v smislu, koliko lahko res zanimivih novih idej, teorij in tako naprej produciram, ne da prideš do burnouta ali pa česa podobnega, se pravi, da je dejansko ta dilema med nekim še znosnim tempom, ampak tudi ta občutek, recimo tudi zaradi te izpostavljenosti z internetom vse mogočim novim teorijam, zanimivim, potem, ko vidiš, koliko se res na svetu dogaja, ker tisto, kar nas je včasih reševalo, je bilo to, da smo bili relativno izolirani. Se pravi, prebereš par teh klasičnih knjig o izobrazbi, potem veš, mogoče še za 10 ljudi, ki kaj podobnega delajo in jih spremljaš, ni pa še interneta in potem nisi potem pritiskom, koliko hitro se vse stvari dogajajo, koliko je res zanimivih novih teorij, vsak dan novih tekstov in je potem še težje to dohajati, kamoli prehitevati, recimo, ali pa biti na vrhu tega, ampak recimo mislil bi, ali pa rekel bi, da manjši del recimo na ta način to doživlja tudi znotraj javnega sektorja, recimo ta pritisk, ampak da je ta manjši del pravzaprav potem avantgarda in da v tem smislu mogoče kapitalizem ni toliko slab ali pa spet lahko čisto obrnemo te osnovne vrednote, da mogoče je poanta v tem, da se išče dobro ravnotežje med tem, da dejansko ne pretiravaš, pa izgoriš, pa da nima to kontraefekta, pa med tem, da se dejansko ženeš, da delaš nekaj novega, zanimivega, da si boljši in od sebe v preteklosti in od drugih, ker recimo v tej običajni, saj ljubljanski kritiki neoliberalizma je to avtomatično videno kot nekaj negativnega, kar se mi zdi zelo podobno tistemu, kar se saj v tej pop psihologiji ali pa tej internetni psihologiji imenuje gaslighting, se pravi, da vzameš nekaj, kar je očitno res in potem rečeš, ali pa nekaj, kar je očitno dobro, v smislu, da poskušaš biti vedno boljši, tako od samega sebe, kot od konkurence, da poskušaš delati vedno boljše ali izdelke, produkte, ali teorije, ali kulturne vsebine, ali karkoli, potem rečeš, ne, to je slabo in potem vprašaš, zakaj je slabo, ker je to neoliberalizem in neoliberalizem je slab, potem vprašaš, zakaj je neoliberalizem slab, zato ker je neoliberalizem, pa tudi vsi drugi tako pravijo, tako da tam nekje se konča to preopraševanje. Ampak ko rečete, rekli ste mi, da v bistvu ste se zakleli, da boste brez uporabe tega termina, ne zlorabljenega, oziroma prevečkrat uporabljenega, poskušali najti kritiko družbe, torej brez uporabe tega. Na kak način torej vam to uspeva? Mislim, mogoče zdaj imam samo nekaj tako bolj nepovezanih intuicij, ki še niso zares postale raziskave, ampak tako da mogoče lahko govorim bolj o procesu ali pa tej začasni improvizirani metodologiji. In sicer tako poskušam se vrniti na neke situacije, ki sem jih opazil ali pri sebi ali pa pri drugih, pa ki so bile mogoče prepovršno razložene s tem, da to je učinek kapitalizma in kapitalizem je slab in to je potem ta kritika, ampak se v bistvu bolj odprav neke situacije, kot bi se jih dejansko pojasnili, tako da imam zaenkrat bolj nekaj teh mentalnih folderjev odprtih, s katerimi se potem nameravam še ukvarjati, pa se k njim vračati. Recimo en tak primer je recimo razlika med
intuicijo ali pa občutkom, kako se organizirati, kako delovati z drugimi. Pač to čisto osnovno vprašanje in načinom, kako so se različne skupine ali pa kolektivi, ki sem jim v preteklosti pripadal, kakšni so bili samoumevni načini vzpostavljanja notranjih odnosov in organizacij. Se pravi, zelo taka osnovna mikrosociološka tema, ki se mi pa zdi ima nekaj tako za alternativno družbeno kritiko, mogoče zelo velik potenciala, ker recimo ta klasična antineoliberalna ali pa antikapitalistična drža bi seveda implicirala neko nezares reflektirano ali pa nezares pojasnjeno egalitarnost. V smislu, vsi smo enaki, tako da če se organiziramo v nekih skupinah, ne sme biti nobene hierarhije in moramo biti odprti. Recimo tukaj konkretno mislim vse recimo aktivistične ali pa politične ali pa teoretsko aktivistične skupine, ki sem jim v preteklosti pripadal. In tukaj je bila vedno, recimo, saj moja intuicija je vedno kričala proti temu, tako v smislu ne, tako končno nam je uspeli vzpostaviti neko mehno skupino, ampak mehno skupino, ki zares deluje, v smislu, da ima res nek intelektualni potencial, da so recimo neke razprave ali pa tudi ta zdrava kompetitivnost, v smislu, ko nekdo nekaj prebere, potem vsi ostali čutijo pritisk, da še to prebere, zato da ne zaostajajo recimo v teh debatah. Se pravi, so tako zelo intenzivne razprave, veliko dobrih tekstov se producira, recimo bile so neke sezone, kjer smo dejansko recimo privabili v Ljubljano. Govorite o delovsko-pankrski verziji? Ja, recimo neko obdobje tam okrog 2013-2014, ker smo dejansko privabili v Ljubljano katalog, kdo je kdo tedanje marksistične teorije, brez kakršnega koli pretiravanja. Se pravi, ni bilo tako, kot je situacija Ljubljane v zvezi s koncerti, ker že mogoče te že malo služene zvezde pridejo ali pa Nick Cave, tradicionalno vsako leto v Križankah in podobno, ampak so bili dejansko ljudje, ki so bili takrat aktualni, ki so bili takrat na višku. In recimo to je bila, ampak potem vedno, ne samo v tem primeru, ampak v vseh teh skupinah, ki sem jim pripadal, se potem vedno so se recimo spontano začele razvrščati, recimo v temu meritokratsko, v smislu nekdo, ki je več prispeval, je tudi dobil nek višji status, prav so se spontano začele vzpostavljati neke hierarhije, ki pa so bile popolnoma moderne, se pravi, niso bile po rojstvu, niso bile po barvi kože, ampak dejansko meritokratske, ampak potem se je potem je bil pa ta, jaz bi mu rekel, ničejanski obrat, ker pa tisti, ki se čutijo zapostavljene, ki pa mogoče niso, ali zato, ker niso sposobni, ali pa zato, ker so bili leni, ali pa zato, ker so imeli druge načrte, se počutijo zapostavljene in potem začnejo recimo same kritizirati same te hierarhije, ali pa to, da recimo, da tisti, ki so meritokratsko, imajo višji status, da pravzaprav to samo po sebi, da ima nekdo višji status, zlo. In potem imamo to ničejansko situacijo, ali pa to je tisto, kar Nietzsche imenuje potem suženjska morala, kjer zamera izhaja samo iz tega, da je nekdo nad tabo, ali pa da ima nekdo višjo pozicijo, ali pa višji status, to, če ga ima popolnoma upravičeno, ampak se spodbija samo upravičenost tega, da ima nekdo višji status, ampak argumentacija je šla v smeri, da se s tem postaja bolj kapitalističen, se pravi, da ta razslojenost je kapitalistična, da mi moramo biti popolnoma horizontalni. In to se mi zdi en tak levičarski, zelo standarden levičarski klišej, da moramo biti popolnoma horizontalni in da ne smemo biti elitistični. Se pravi, recimo, to, kar je bila začetna intuicija in to, kar je dejansko dal izjemne rezultate, se pravi ta elitizem, zaprtost navzven, pa notranja razslojenost na hierarhije, se potem spodbija v imenu neoliberalizma, ki je v bistvu kritike neoliberalizma, ki pa pravzaprav nastopa kot neka oblika suženjske morale in potem recimo pride do zbijanja tega višjega statusa, do odpiranja navzven, ampak recimo moja kritika tukaj bi bila,
odpiranje ima dve vrsti. Recimo, če hočemo širiti neko organizacijo, lahko se odpiraš navzgor, se pravi, rekrutiraš najboljše iz svojega področja, ampak če se boš odprl navzdol, boš postal nezanimiv za tiste navzgor. Tako da vsaka posoda recimo ima dve, ali pa vsaka organizacija je posoda, ki ima pravzaprav dve odprtini ali pa dva zamaška. In potem, kar se spregleda, je vedno to, da ko se govori o odpiranju, se vedno nekako samoumevno misli o odpiranju navzdol in potem pride recimo več manj sposobnih, manj inteligentnih ljudi, staneš manj zanimiv, naenkrat začneš delati povprečne stvari in cela stvar propade, ampak si pa ohranil to antikapitalistično držo. Lahko rečeš, stvar je propadla, ampak saj nismo imeli razredne razslojenosti, saj nismo bili elitistični. V vaši knjigi, Tujost kapitala, med drugim pišete, da, zdaj sva šla malo naprej, da ključni socialni problem 21. stoletja ni več eksploatacija, temveč naraščajoča indiferentnost kapitala in odvečnost posledično vse večjega dela prebivalstva. Zdaj, če lahko to tujost kapitala oziroma indiferentnost kapitala do nas ljudi pojasnite mogoče. Ja, zdaj zelo na kratko, ker v knjigi sem porabil čez 200 strani, ampak tako, recimo zelo skrčeno bi bilo, da recimo v nasprotju tako z recimo temu mainstream ekonomijo, ekonomsko vedo, recimo neoklasično ekonomsko vedo, ki vidi kapital pravzaprav, čeprav se poskuša nastopati, da je zelo objektivna, neutralna, v smislu zanimajo nas samo številke in kroženje denarja in to neutralno, znanstveno, matematično opisujemo, ampak ima vseeno kar veliko implicitnih antropoloških predpostavk v smislu, kako ljudje delujemo, ali pa kakšna je človeška narava, ali pa kako človeška družba deluje in ponavadi predstavlja neko idealizirano sliko kapitalizma, ki ne ustreza ali pa zelo površno ali pa naključno ustreza dejanskemu delovanju kapitalizma. Spravi, te antropološke predpostavke so ponavadi, da je kapital kot nek dedek Mraz ali pa Božiček, ki nagrajuje pridne otroke. Se pravi, recimo, če pokažemo podjetniški duh in podobno, potem dobimo večjo nagrado kot nekdo drug. Mislim, da je zelo dober korektiv tej klasični ali pa neoklasični drži je Hayek, sicer neoliberalni avtor, ampak mislim, da ima zelo dober uvid, ki reče, da trg nima nobene morale, da je popolnoma amoralen, tako da ne da se kakršnega koli zagovora kapitalizma graditi na moralni osnovi. Se pravi, je veliko bolj, distribucija nagrad je veliko bolj kaotična in nepredvidljiva, kot to, da si ga preprosto predstavljamo kot nekega božička, recimo tako. V smislu, če smo pridni pa gojimo podjetniški duh, bomo dobili nagrade, lahko jih bomo, lahko jih ne, lahko jih bo dobil pa nek, recimo ta cinično distanciran kolega, ki samo gejma sistema, ali pa noben od naju, tako ne da se po moralnih dispozicijah predvidevati nagrad, ampak tudi recimo medtem, ko je pa drugi, tako da mislim, da tukaj neoklasična teorija pravzaprav sploh ne more misliti indiferentnosti kapitala, ker pravzaprav v kapital projicira neke svoje nereflektirane, recimo moralne intuicije, medtem ko po drugi strani marksistična kritika pa svojo to obsedenostjo z delavstvom v tem spet bolj antropološkem ali pa kulturnem smislu, ki včasih meji že na fetišizem, se pravi s temi zastavami, značkami, titovkami. Mislim, da je tega ogromno, sploh, ko govorimo tudi o ljubljanskem uporu, prav doživljanje delavstva na način fetišizma določene mode, določenih oprav, določenih simbolov. Se pravi, to pogosto pa Marksova teorija, saj poznega Marksa, recimo Kapitala, pa teh ključnih rokopisov, recimo iz tega časa, nima nič s tem. Je pa recimo ta bolj propagandni ali pa vulgarni marksizem vedno nekako uračunal in
potenciral ta recimo kult ali pa fetišizem delavstva. Se pravi, ne teorije delavskega razreda, ampak fetišizem nekih množic, katere potem danes, saj v Ljubljani, potem live action role playamo, tako da si damo recimo, ne vem, kakšno opravo, ki spominja na leninistično ali pa maoistično ali pa partizansko ali pa kaj podobnega, ampak ta recimo fiksiranost na delavstvo, recimo, ali pa ta fetišizem delavstva, pa preprečuje saj recimo temu vulgarnemu ali pa osnovnemu marksizmu spet, da bi videl indiferentnost kapitala, ker po tej teoriji kapital obstaja zato, da bi delavstvo izkoriščal in delavstvo bo potem enkrat ostalo in odvrglo te okove kot subjekt revolucije in zgradilo na teh ruševinah kapitalizma, potem, kad gre ta levičarski kliše novi svet. Ampak mislim, da dejanska zgodovina kapitalizma pa kaže ravno nasprotno in tudi kapitalistična realnost, se pravi, če začnem zgodovino, na katerokoli področje kapitalizma pogledamo, vidimo isti proces, ki sem ga v knjigi imenoval s tem sicer starim Marksovim izrazom, realna subsumpcija, se pravi, da kapitalizem najprej prevzame elemente, na katere naleti. Primer, ki sem ga dal prej, so recimo vojaške hierarhije, ki takrat obstajajo za discipliniranje in organiziranje večjih skupin ljudi, se pravi, to najprej prevzame, potem pa zavrže, ker razvije kapitalistično tehniko, nove oblike organizacije delovnega mesta, ampak to se dogaja na vseh področjih. Recimo najprej tudi vzame denar, na kakršnega naleti, potem ga sicer ne zavrže, se pravi denar v obliki gotovine, bankovcev, kovancev, najprej ga uporablja, potem ga sicer ne zavrže, ampak ga marginalizira. Se pravi, danes ima veliko manjšo vlogo, pomen in moč kot vedno bolj sofisticirani finančni instrumenti in to se dogaja tudi na kateremkoli področju pogledamo. Se pravi, tudi najprej naleti na obrtniško, to je klasičen Marksov primer realne subsumpcije, se pravi najprej naleti na obrtniško delo, kjer so ključne ročna izurjenost, ročne veščine in kjer so orodja zelo enostavna, recimo ročno mizarstvo, tesarstvo, kakorkoli, ročna priprava hrane, ampak to potem tudi nadomesti stroji, se pravi, to bi bil recimo začetek kapitalizma kot takega, prav je ravno uvedba industrijske mašinerije, ki marginalizira ali pa celo eliminira ročno veščino, recimo ta človeški dejavnik. Se pravi, ko smo za strojem, potem lahko pritisnemo na gumb, recimo v sodobnem obdelovanju lesa, imamo hlode, ki se peljejo po tekočem traku v mehansko žago, se pravi, mi pritisnemo gumb, da se žaga sproži in potem pravzaprav nadzorujemo stroj. Če se kaj zatakne, ugasnemo, mogoče potegnemo hlod ven, ponovno nastavimo, ampak potem spet pritisnemo gumb, ampak za pritiskanje gumba je veščina irelevantna. Se pravi, na ta način kapitalizem eliminira veščino ali pa recimo rečeno še bolj neposredno, tam, kjer so bili prej recimo družbeni odnosi, družbene institucije ali pa tudi človeški dejavniki so zdaj tehnologije. Se pravi, to lahko vidimo denar kot družbeno razmerje, se pravi, to lahko vidimo tudi na drugih področjih kapitalizma, denar kot družbeno razmerje nadomestijo vedno bolj sofisticirani finančni instrumenti, vedno bolj zapleteni, kompleksni, ki niso več vez med ljudmi, kot je denar, recimo, ki izpostavi klasična gotovina, ki vzpostavi vez recimo med mano in branjo tržnici ali pa prodajalcem v trafiki, ampak vzpostavljajo vezi med kapitali, se pravi obidejo ta človeški del, so pa neizogibni za funkcioniranje kapitalizma kot takega. In mislim, da to se dogaja tudi z delovno silo, čeprav je ta proces, ravno zato, ker je delovna sila tako kompleksen sestavni del, je ta proces daleč najpočasnejši. Se pravi, mislim, da ga šele začenjamo zaznavati, ampak ga pa lahko že vidimo v dveh razsežnostih. Se pravi, eno je ta indiferentnost do človeštva ali pa recimo lahko temu rečemo relativna odvečnost človeške delovne sile, ki se vidi v teh popolnoma od kapitala, popolnoma zapuščenih področjih. In to sem mislil s to trditvijo, da ni več problem eksploatacije, ampak odvečnost, ker recimo problem podsaharske Afrike, velikih delov, recimo
Južne Azije, tudi Južne Amerike, mogoče malo v manjši meri, ni problem to, da je kapital presežno izkoriščen, ampak to, da ni nobenih investicij. Se pravi, kapital jih zaobide, se pravi, pušča stotine milijonov ljudi, preprosto so popolnoma odvečne, recimo. Ampak to bi bila še vedno relativna odvečnost, v smislu, da zato, ker napreduje avtomatizacija, in zato, ker je vedno večji poudarek na financah ali pa vedno večji del kapitalistične ekonomije sestavljajo finance, ki pa ne zaposlujejo nekaj ljudi, ampak veliko manj kot včasih agrikultura ali pa potem kasneje klasična industrija. Sprav zaradi teh dveh procesov vedno več ljudi ostane ob robu ali pa recimo če se vrnem k primeru Afrike ali pa Južne Azije, recimo v Afriki, kar je investicije, recimo če izvzamemo recimo te nove Kitajske, ki bodo mogoče kapitalistično v prihodnosti mobilizirale tudi Afriko, mogoče so pa tudi samo geostrateške investicije, se pravi pridobivanje vpliva, to bo prihodnost pokazala, ampak recimo izven tega so večinoma investicije v črpanje naravnih virov, se pravi neke minimalne investicije, kjer se dela v groznih pogojih za zelo nizko plačilo, recimo v rudnikih za rudnine, ki jih potrebujejo za potem izdelavo pametnih telefonov, ali pa za diamante in podobno. Ali pa recimo v Bangladešu ali pa v Vietnamu so investicije v tekstilne industrije, ker se spet dela v obupnih pogojih zelo dolgo, pa zelo primitivno tehnologijo. Se pravi, niti ni avtomatizacije, ker je v bistvu cenej recimo tam najeti otroke, kot dejansko kupiti neke sodobne stroje, čeprav ti obstajajo. Tako da mislim, lahko relativiziram. Hkrati obstaja ta res presežna eksploatacija z neko odvečnostjo, ampak to bi bila relativna odvečnost. Medtem ka mislim, da absolutna odvečnost človeške delovne sile je pa zaenkrat še bolj v žanru znanstvene fantastike ali pa spekulacij. V smislu, to bi bil potem razvoj umetne inteligence, ampak ne nujno umetne inteligence, kot obstaja danes, ne v smislu jezikovnih modelov, mogoče bi bil to del tega, ampak ne zares. Na nekaterih področjih mogoče. Ja, ampak bolj umetne inteligence v smislu avtonomnih, utelešenih entitet, recimo, ki bi bile sposobne popolnoma avtonomnega zaznavanja in delovanja, se pravi, da bi bile zmožne kreativnosti, samostojnega odločanja in tudi samostojnega procesiranja recimo nekih samostojne zaznave in potem tudi odločanje, se pravi, da bi imele avtonomen odnos do okolja, ker recimo to mislim, da je bistvena razlika med trenutno pa potencialno bodočo umetno inteligenco. Trenutna umetna inteligenca nima avtonomnega razmerja do okolja, se pravi, trenira na podatkih, recimo saj jezikovni modeli, ali pa umetne inteligence, tudi ki se ukvarjajo z vizualnimi vsebinami, pravzaprav trenirajo na podatkih, ki jih ljudje puščamo na internetu. Se pravi, nimajo avtonomnega odnosa do sveta, ne zaznavajo same sveta, si delajo zemljevidov razumevanja sveta in podobno, ampak te recimo neke utelešene, samostojno premikajoče se, zaznavajoče umetne inteligence, pa bi lahko potencialno nadomestile. Zdaj, sam ne vem, kakšne bi bili niti približno tehnične specifikacije teh umetnih inteligenc, tako da jaz čisto poskušam sklepati iz te splošne tendence razvoja kapitalizma, v smislu, človeška delovna sila je priročna v zgodnjem kapitalizmu, ravno zaradi te kreativnosti, ravno zaradi te nespecializirane, tako telesne nespecializiranosti, z rokami lahko delamo karkoli, kar če bi imeli klešče ali pa kopita, ne bi mogli delati karkoli in tudi razmišljamo lahko o čemerkoli. Se pravi, to je ta značilna človeška nedeterminiranost, kreativnost in zato smo priročni za kapitalizem, nismo pa optimalni. Še vedno imamo težave s psihičnim odporom, z utrujenostjo, burnoutom, smrtnostjo in tako naprej. Ampak ali vas ravno v zadnjih tednih je prišlo kar nekaj opozoril, tudi botrov umetne inteligence o tem, da v bistvu ne vemo čisto zares, kam se bo razvijala. Veliko opozoril tudi o tem, da je možno uničenje človeštva. Mislim, to niso moje besede, dobesedno na ta način se pogovarjamo. Kaj v luči teh napovedi ali pa teh opozoril pomeni vaša teorija o odvečnosti ljudi za kapital?
Ja, zdaj mogoče je ena stvar, mislim, da po eni strani se lahko zgodi v prihodnosti, da bo človeška delovna sila absolutno odvečna za kapital in to bi bil pol razmerje umetne inteligence do kapitala ali pa recimo saj del te recimo popolnoma avtonomne umetne inteligence prevzame mesto, ki ga je imela prej človeška delovna sila. Zdaj to bi seveda pomenilo, da kapitalizem ni več kapitalizem. Se pravi, če vzamemo ljudi popolnoma out of the loop, potem tudi zgine ta moment potrošnje, ta moment prilagajanja nihanju človeških okusov povpraševanja in tudi verjetno o vrednosti in presežni vrednosti ne bi mogli govoriti na ta način, se pravi, kapitalizem ne bi bil več ekonomski sistem, ampak bi presegel sam sebe, se pravi, ali pa bi mutiral nekaj popolnoma drugega, se pravi, to ne bi bila karikatura kapitalizma, kjer potem neki te roboti z antenami na glavi delajo konzerve s tuno, ki jih potem drugi roboti se delajo, da jejo doma pa plačujejo z denarjem. Bilo seveda neka bolj izčiščena oblika tega samopreseganja, se pravi, v smislu vedno več, vedno hitreje, vedno boljše, ampak veliko bolj streamlinena, ravno zaradi tega, ker ne bi bilo treba iti čez ta krogotok človeške potrošnje, ampak verjetno tudi ne bi bilo denarja in trga, ampak bi bile druge oblike komunikacije ali pa druge oblike tekmovanja, kot je tržno, druge oblike komunikacije, kot so kvantitete denarja in tako naprej. Ampak kot rečeno, to je zanimiv scenarij za kakšno znanstveno-fantastično knjigo, ampak je nekaj, kar je nemogoče bolj določno napovedati. Ampak mislim, da je umetna inteligenca je nekaj veliko širšega kot zgolj vprašanje tega, kako se lahko vpne v kapitalistični kontekst. Mislim, da je zelo zanimivo gledati umetno inteligenco tudi kot neke vrste logičen rezultat zgodovinskega razvoja človeške inteligence, recimo od njenega samega začetka, se pravi od začetka, ko se začne človeška vrsta ločevati kot specifična vrsta od ostalih živalskih vrst, in s tem je povezana tudi specifično ali pa posebnost človeštva je ravno posebna človeška inteligenca, ki pa je že od samega začetka neločljivo zvezana s posebno človeško tehničnostjo. Se pravi, ne obstaja čista mentalna inteligenca ali pa čista intelektualna inteligenca, ampak se pravzaprav, če gledamo dejansko zgodovino človeštva, to prav zgodovino, se pravi od začetka po končne hoje, se začne uporaba orodja prej, kad se razvije ta čelni reženj pa te recimo centri možganski, ki sodelujo v teh višjih intelektualnih funkcijah, kot je recimo refleksija, matematika, računanje. Se pravi, imamo to specifično tehničnost, ki se razlikuje od živalske tehničnosti, recimo tehničnosti konja ali pa raka ali pa želve, na način, da so orodja telesu zunanja, kar se zdi tako samoumevno pa zelo očitno, ampak je zelo pomembno. Se pravi, razlika med nami in rakom je, da rakove klešče so del telesa, naše pa niso del telesa, se pravi, so del našega okolja, se pravi, to zunanjost tehnologije. In to pravzaprav to razmerje med roko, orodjem in možgani sproži to spiralo človeške inteligence, se pravi, uporaba orodja dela možgane pametnejši možgani, se pravi, začetni pračloveški možgani niso večji od možganov opic, so pa na drugačen način zvezani zaradi uporabe zunanjega orodja, in potem pametnejši možgani pomenijo pametnejša orodja, drugačno uporabo in potem gre ta recimo pozitivni feedback in to sproži človeška inteligenca, ki šele 100 tisočletja kasneje rezultira v literaturi, matematiki in tako naprej, ampak je pa ves čas tehnična. To mi pozabimo. Recimo danes bolj cenimo filozofijo, matematiko in literaturo in razmišljamo o inteligenci kot nečem intelektualnem, ampak je vedno tehnična, se pravi, vedno je povezana s tehnološkim razvojem in ta je vedno zunanji oziroma poteka na način, kot sem omenil že prej, recimo ta primer, ko recimo, če poskušamo ročno narediti nek lesen predmet, stol ali pa zibelko ali pa karkoli, je seveda odločilna veščina, se pravi, rabimo leta, če ne desetletja vaje, recimo, da zelo natančno nekaj odrežemo, sestavimo in tako naprej, zato ne more vsak narediti, se pravi, imamo
Ali pa smo imeli včasih specifične obrtnike mizarje, pri katerem smo naročili posteljo ali pa zibelko, zato ker so imeli te veščine ali pa to izurjenost, ampak z industrijo se ta veščina prenese na stroj. In zdaj so ti delavci za strojem so prosto zamenljivi. Vsak lahko pritisne na gumb, recimo tovarni, ki dela sestavne dele za IKEA in tista bo rezala deske v neke pravilno odrezane manjše dele, jih preluknjala in potem jih tretji delal zloži v škatlo in potem jih doma sestavljamo. Se pravi, veščina se prenese na stroj. To bi bil en moment te eksternalizacije, ampak enako velja tudi za intelekt. Se pravi, vedno več, recimo, če pomislimo samo računanje, ki se zdi ta visoka intelektualna funkcija, ampak tako že enostavne račune težko delamo brez uporabe prstov ali pa kamenčkov. Potem, če treba, recimo, 3-mestna števila že množiti ali pa deliti, imamo že kalkulator ali pa računalnike. Se pravi, tudi tendenca možganov je, da outsourca, kot bi rekli ekonomisti, čim večji del intelektualnih operacij na naše tehnološko okolje, ki postaje vedno bolj izpopolnjeno, se pravi, tudi zelo hitreje se spreminja, ker naša telesa so še vedno ista, ker takrat, ko smo lovili mamute, niso se bistveno spremenila v recimo zadnjih 100,000 letih, medtem, ko se v tehnologiji pravzaprav zgodilo vse, ampak kar se je dogajalo, pravzaprav vedno več svojih notranjih ali pa telesnih funkcij, vključno z možganskimi, smo eksternalizirali v svoje tehnološko okolje in v tem smislu je umetna inteligenca, recimo tudi uporaba jezika, pisanje, recimo zdaj se veliko govori o teh jezikovnih modelih, je ta oblika eksternalizacije. Zdaj, ali pa recimo tudi ustvarjanje slik in podobno različnih kulturnih vsebin. Mislim, da na ta način lahko tudi vidimo, ali pa meni se zdi najzanimivejša to perspektiva. Zdaj pa kar se tiče uničenja človeštva ali pa to, da bomo izginili, mislim, da je tukaj čisto enostaven problem. Recimo, če si predstavljamo superinteligenco, pa ne mislim, da je trenuten, če je GPT superinteligenca, ampak če si predstavljamo res avtonomno superinteligenco, potem bi imela ta verjetno do človeštva podoben odnos, kot ga imamo mi do teh pomladnih hročev, teh rdečih, ki vedno v gručah hodijo. Če smo pozorni, potem opazimo, da se pojavijo enkrat aprila ali pa kaj malo bolj topleje, potem pa malo zginejo, ampak za kaj več bi pa že morali vprašati kakšnega biologa ali pa zoologa, kaj je točno s temi hroči. Se pravi, mislim, da bi jim prihajali tako v nek periferni vid. Težko si pa predstavljam, da bi imeli neko genociden odnos. Mislim, to se mi zdi približno tako absurdno. Ali pa tudi, recimo, kar se tiče meduz, recimo meduze nam grejo izrazito na živce, ampak vsaj nimamo genocidnega odnosa. Ni zdaj bilo neke koncentrirane kampanje, gremo iztrebiti meduze. Tako, če jih vidimo, jih zajamemo v mrežo, pa vržemo, pa nam je vseeno, če umrejo. Ampak ni pa zares, da bi se zdaj človeštvo nehalo ukvarjati z vojno v Ukrajini, pa bi začeli iztrebljati meduze. In v tem smislu tudi, ali pa s čimerkoli drugim, recimo pretečo finančno krizo, se pravi, imamo svoje probleme, ki izhajajo iz načina, kako uporabljamo svojo inteligenco in smo več ali manj indiferentni do nižjih življenjskih oblik. Se pravi, včasih jih uporabljamo za hrano, ampak večinoma jih ignoriramo, ali pa tudi, če jih iztrebimo, je to stranski učinek nečesa drugega. Se pravi, potrebujemo nekaj, naredimo tovarno in potem mogoče imajo neke ptice težave z izpušnimi plini, ampak to ni bila intenca. In se mi zdi, pri celem tem, jaz bi mogoče že začel počasi govoriti o tem kultu AI, umetno inteligenčnega katastrofizma, ki mislim, da je deloma kult v smislu, da recimo, če gledate tega Judokovskega, res gleda zblojen. Tako da mislim, da pri njemu je to resnično neke psihične težave ali pa motnje, ker zgleda, da zares verjame v te katastrofične scenarije, ampak tako zgleda iskreno bloden, ko poziva k temu, da bi bilo treba atomske bombe vršiti na te kitajske klasterje, recimo teh serverjev, ker se dela umetna inteligenca. Mislim, da kakšni pa tudi tako čisto cinično izkoriščajo to čisto za pozornost, ker se mi zdi absolutno neverjetno, recimo, da bi neka potencialna, ne trenutna, ampak potencialna superinteligenca, tako čisto preveč se mi zdi klasično, človeško narcisistično, da zdaj bi pa nas vzela za svoj fokus, zdaj v smislu,
zdaj bomo pa naredili robote, ki nas lovijo s puškami. To se mi zdi neverjetno. Ampak tukaj ste pa kar optimist, ne? Ja, moram reči. Ne, ampak ne zares, zato ker indiferentnost je hujša od sovraštva. To ve vsak. To ve vsak, ki mu je kdaj spodletela kakšna dating strategija, se pravi, lahko ti nekdo reče, ne, ti si obupna oseba, ampak saj dobiš neko čustveno reakcijo. Če ni reakcije, je vredno najhujše za ljudi. Ja, medtem, jaz se bojim, da superinteligenca nas bo pustila na sin in to je veliko težje. Zato jaz mislim, da je to globok emocionalni razlog teh Terminator scenarijev, ker še vedno je boljš, ali pa ne, mogoče ni boljše realno, ampak psihično, emocionalno je ugodneje si predstavljati, da bo ta tehnološka superinteligenca bila čustveno investirana v nas, tudi če so sovražno ali pa negativno, veliko boljše, kot če bi bilo vse en za nas. Ne bom rekla neoliberalizem, ampak bom rekla tehnofeudalizem, to je izraz Janisa Varoufakisa. Vi ste do tega izraza kritični oziroma do teh njegovih premislekov. Ne? Tudi v pogovoru za N1 je pred časom razlagal ta termin. Ne? On pravi, da v bistvu, če zelo posplošim, mi zastonj dajemo, pač ustvarjamo nek kapital za te velike gigante, ne, s tem, ko v bistvu investiramo svoj čas, ko smo pripeti na družbena omrežja, ko klikamo, lajkamo, šeramo in tako naprej, se pravi zelo posplošeno. Zakaj v bistvu ste kritični do tega izraza? Pa mislim, da predvsem zaradi emocionalnega naboja, ki ga ima beseda feudalizem, ker takoj prekliče neko to osebno odvisnost, tlačenje, tako kot tlaka, tlačani, pa sama beseda in njen negativni prizvok izhaja iz recimo feudalnih običajev in se pravi to neko osebno odvisnost in to neko popolno dominacijo, se pravi mislim, da z uporabo tega in mislim, da dokler govorimo o feudalizmu, se ne moramo izogniti, pač temu ne moramo reči tehnofeudalizem, ampak brez osebne odvisnosti, totalne dominacije, in podobnega, ker potem je naslednje logično vprašanje, zakaj potem govoriti o feudalizmu, zakaj ne imeti. Tako da mislim, da je to spet mislim, da je to splošna tendenca družboslovcev, sociologov ali pa družboslovcev na splošno, da vsak si izmisel kapitalizem svojim pridevnikom, se pravi, in potem imamo kognitivni kapitalizem, ne vem, kakšne še vse, začeli se je s postmodernim, postindustrijskim, potem tekoči, kognitivni, bifoma, recimo semiokapitalizem, praktično vsak kritik kapitalizma si izmisel svoj pridevnik, potem pa če hoče biti pa edgy, pa reče, to ni kapitalizem, ampak je v bistvu feudalizem, to če ni res. Tako da mislim, da to bi bil mogoče, ali pa tukaj ne bi bil afirmativen do konkurence, ker v tem primeru konkurenca kritik kapitalizma tako proizvede v bistvu hiperinflacijo nekih kvazi kritičnih pojmov, ki so več ali ki nimajo neke zares razlagalne ali pa teoretske moči, ker mislim, da sama ta oznaka feudalizem pade na vseh recimo treh značilnostih feudalizma. Prvič to, da imamo tehnološke monopoliste, ampak to je vse en drugačna situacija, kot recimo v zgodnjem novem veku, kjer monopoli obstajajo kot recimo patenti, od tukaj izvira še današnja beseda patent, ki jih podeljuje kralj oziroma kraljeva ali pa cesarjeva avtoriteta, kar vnaprej eliminira možnost konkurence. Danes recimo lahko rečemo, da ima Google monopol na področju razvoja softvera, ampak to je rezultat konkurence, ne neka institucija, ki bo izhodišče onemogočala. Tako da tukaj ne moramo govoriti, da se ponovi situacija izpred recimo iz 17. ali pa 18. stoletja, ker vse je monopol, ki je rezultat konkurence, se pravi tega, da Google ali izrine iz trga ali pa pokupi pravzaprav konkurenčne software firme, se pravi, da ponudbo, ki je ne morejo zavrniti in jih potem vključi in vsrka vase, ampak s tem se tudi Google spremeni, dejansko vključuje ta nov delek
Se pravi, ne ostaja statičen, za razliko od predkapitalističnih monopolov, ki so ravno eliminirali konkurenco, da bi lahko ostajali statični. Se pravi, tukaj na ravni čist delovanja konkurence ne zdrži ta teza o feudalizmu, potem ta teza o tem, da nekaj delamo zastonj, to je sicer res na neki zelo površni ali pa površinski ravni, dejansko delamo stvari na socialnih omrežjih, puščamo sledove svoje aktivnosti, ki se jih da monetizirati. Ampak zdaj ne vem, zakaj bi temu ravno rekli feudalizem, ker v feudalizmu, hočem reči, to je res na neki tej empirični, površinski ravni, ampak v feudalizmu kmetje pač delajo svoje stvari, pridelujejo hrano, vzgajajo živali, ampak večino tega porabijo zase. Se pravi, tisto, kar jim feudalci vzamejo, je desetina ali pa davek in to države še vedno delajo. Se pravi, če bi rekli, da je kdo feudalizm, bi morala reči države, ker še vedno vzamejo del dohodka vsakemu, ki ima dohodek na svojem teritoriju, ne glede na to, je kapitalist, delavec, rentnik, kakorkoli dobiš denarni dohodek, ti država vzame delež tega dohodka in to se res ni spremenilo od feudalizma. Se pravi, če bi koga obtoževali, se pravi, delamo svoje stvari, lahko delamo v javnem, privatnem sektorju, lahko smo pasivni rentniki, imamo nepremičnine in dobivamo najemnine, pa nič zares ne delamo z njimi. Ampak potem nekdo pride in nam vzame del tega, kar smo na kakršen koli že način zaslužili. To bi potem lahko, ampak spet bi bilo absurdno, seveda sodobna država ni feudalna kraljevina. Ampak zdaj samo to, da nekdo zasluži z nečem, ampak spet, recimo, potem bi lahko govorili o tlaki, če je tlaka primerjava, ampak to pomeni osebno odvisnost, grožnjo z orožjem, ko se kmete pelje na tlako, tukaj ni nobene grožnje, nihče nam ne drži pištolo na glavo, ko objavljamo na Instagramu. Pištole ravno ne, so pa narejeni algoritmi na ta način, da v bistvu smo ves čas dobesedno prisiljeni. V bistvu narejeni so algoritmi na način, da nas spodbujajo oziroma da nas naj spustijo iz tega, da zadržijo našo pozornost. Mislim, definitivno hekajo neke psihološke procese, lahko to sprožijo odvisnost, v smislu čistega dopaminskega krogotoka, recimo, da dobimo takojšen dopaminski hit, da nam ni treba čakati, ampak potem je tudi takoj ta withdrawal ali pa umik in potem spet rabimo in potem spet nekaj objavimo, da dobimo, ampak to še vedno daleč od tega, recimo vsi te psihološko hekanje ali psihološki triki so še vedno zelo daleč od tega, ko moraš nekaj prisilno delati na possesu feudalca, tako dobesedno pod sulicami ali pa, ki te stražijo oboroženi stražarji. Hočem reči, tudi odvisnost je še vedno nekje to je mogoče bolj vprašanje za filozofe, ampak saj zame je tudi odvisnost je nekje še vedno na ravni beseda svoboda mogoče ni dobra, ampak je še vedno nekje na subjektivni ravni, ni te objektivne, direktne, popolne dominacije ali pa popolne prisile. Še vedno so to mogoče patološke oblike, če govorimo o odvisnosti ali pa o hekanju nekih psiholoških krogotokih, ampak še vedno so to oblike kapitalističnega sodobnega obnašanja. Še vedno so tukaj stoletja tako pomensko kot časovno med neko direktno osebno prisilo feudalno, ampak recimo pa tudi, če pogledamo ekonomsko, recimo je potem govoriti, nekaj nam jemljajo zastonj, čeprav ves čas, recimo, visimo na teh socialnih omrežjih, nekaj počnemo, to je tako kot reči, recimo, te pisatelji, flanarji, ki hodijo po mestu, opazujejo ljudi, kako se pogovarjajo, seveda dobijo neke teme ali pa material. Zelo veliko umetnikov, verjetno tudi režiserji opazujejo ljudi, ki nekaj pač počnejo v življenju, potem dobijo neke ideje, celo uporabijo kakšne prizore in reče recimo, da nas izkoriščajo na ta način. Mislim, da je to samo veliko bolj sistematična, učinkovita oblika tega, da se pač opazuje ljudi, ki nekaj delajo, ne da bi se v to posegali na feudalni način, da bi se vnaprej determinirali, kaj lahko, kaj ne smejo. Potem se išče vzorce, potem se seveda plasira neke targetirane oglase in potem se vidi. Ampak mislim, da to definitivno ni oblika nekega prisilnega feudalnega dela. Mislim, da morajo obstajati bolj natančne oblike kritike tega, da preprosto rečemo, to pa zdaj feudalizem. Če se zelo, zelo vrneva zdaj nazaj v Slovenijo danes,
Katere bi bile vaše, recimo, če mogoče lahko naštejete 3 kritike najpomembnejše, ki jih vidite družbe v tem trenutku, recimo? Če ostanemo recimo na 3 točkah. Zelo dobro vprašanje. To, v bistvu mogel bi malo razmisliti, zato ker mislim, ena varianta bi bila našteti te očitne, recimo razpadanje zdravstvenega sistema, ampak mislim, da že to komentarjev pa analiz, da ni potrebno tako, da še 7,000 omenimo krizo v zdravstvu. Tako da bi mogoče rekel, da en problem, pa to je zelo taka osebna pa omejena perspektiva ob upoštevanju recimo vseh teh velikih strukturnih ali pa sistemskih problemov, ampak en bi bila mogoče ta čist kognitivna disonanca, ki temu rečejo psihologi, če recimo poskušajo združiti več protislovnih misli ali pa drž, recimo to, kar sem omenil, recimo s to lažno kritičnostjo, v bistvu ta neka blokada, recimo kritičnosti, ali pa niti ne nujno kritičnosti, ampak saj neke realistične analize tega, kar se dogaja, kar lahko deluje tako zelo zadošljivo, ampak vem, da je to zelo first world problem v primerjavi recimo z revščino ali pa nedostopen do zdravstva, ampak je mogoče malo manj podraziskan, pa bi to bi mogoče izpostavil. Potem druga bi bila pa mogoče malo provokativno v smislu, da mislim, da ne samo, da ni bilo zares neoliberalizma v javnem sektorju, to je spet zelo osebna taka prvoosebna perspektiva, ampak da bi tako lahko rekli obratno, tako neoliberalizem you had one job, tako v smislu upeljati malo konkurenčnosti ali pa mogoče ali pa mogoče kakšne te nosferatuje, recimo, ki so na istih pozicijah že 50-60 let, pa še vedno strašijo, jih saj izpostaviti konkurenci, ne v bistvu ne nujno da grejo takoj stran, ali pa da se vzpostavi neka možnost recimo za bolj za recimo bolj kreativno delo in po drugi strani za bolj stream recimo organizacijo dela, ker to ves čas vidim, recimo, če kaj delam še hkrati recimo v kakšnih teh bolj recimo prekarnih situacijah, kjer potem sodelujem s privatnim sektorjem, recimo za kakšne kratkotrajna manjša dela ali pa dejavnosti, ker so vse stvari zelo hitre, tako recimo sestanki trajajo 20 minut, zato ker so vsi zelo osredotočeni, ni te situacije javnega sektorja, ker ljudje pomanjkanje socialnega življenja kompenzirajo na sestankih in se potem to vleče 2, včasih 3 ure. Diskut bi imeli, ne? Ja, ali pa recimo, kjer vsaka ideja, ki jo imaš, recimo zamenjati seznam literature, pa nove vsebine predavati v naslednjem semestru, mora iti potem čez 6 instanc, oziroma čez 3 instance, pa potem še čez iste 3 ali čez 4, pa potem še 4 na poti dol in potem traja dobesedno 3 leta za nekaj, kar bi pravzaprav moral delati med vsakim semestrom. Se seveda prebereš kaj novega, osvežiš malo teme. In podobno je mislim, da te stvari imajo še veliko tako prostora za izboljšanje. Potem pa mogoče tretja, spet taka zelo osebna, bi bila pa, da se mogoče zamenja tudi tako repertoar, to je bolj tako wishful thinking, kot neka družbena kritika, ampak čisto kar se tiče intelektualnega prostora, mislim, da so se te utrjene neke teorije, vključno z marksistično, že nekako pa psihoanaliza, pa cela ta, da nekako so se že izpele, da je tako že 40 let praktično, so ene niste fraze, ene nisti citati, ene nisti Žižkovi vici, v smislu, da tudi temu je že malo tako rok potekal, pa da tudi tukaj mogoče malo ne vem, tega dobrega dela neoliberalizma, malo inovativnosti pa kreativnosti na tem področju. In če se vrneva zdaj ob koncu, čisto na začetek najinega pogovora ali pa proti začetku najinega pogovora, kje vidite vlogo sindikatov v današnjem času? Kakšna je njihova vloga, moč, nemoč, kakšna so vaša opažanja tukaj? Ja, zdaj, mislim,
Mislim, da je to tako preveč, tako da bi govoril o sindikatih v svetu, po mojem tako presega moje znanje pa poznavanje tako splošne situacije. Ampak mislim, da recimo konkretno te nekaj konkretnih izkušenj, ki sem jih imel s sindikati, mislim, da je še vedno neko ključno področje, kjer je še veliko prostora za izboljšave, odnos do prekarnosti pa prekarnega dela, ker se mi zdi, da je zelo pogosta tendenca je spet ta kritika neoliberalizma, v smislu fleksibilnost, inovativnost, kreativnost je neoliberalizem, zato je zlo in v smislu, da se pogosto obnašajo, da je to, recimo, če prekarni delavci dejansko cenijo te stvari, da to pomeni, da imajo prane možgane, da so zapadali v neoliberalno ideologijo, da imajo lažno zavest in zdaj treba odstraniti njihovo lažno zavest, da bojo sprejeli ta bolj cinično instrumentalen odnos do tega, kar delajo, se pravi, da bodo razmišljali samo o finančnih nagradah, kar seveda to ni nepomembno in seveda se zavedam, da pogosto naročniki to izkoriščajo, se pravi ta presežni entuziazem, recimo nekega glasbenika ali pa DJ-ja, ki res hoče imeti ta set za to publiko v tem klubu in potem to izkoriščajo, da te osebi plačajo manj, ker vidijo, koliko je zares investirana, ali pa nekega recimo pisatelja, ki res hoče nekaj dati od sebe, res hoče, da ta knjiga izide, res zelo čustveno investiran, zelo entuziastičen in potem mogoče založba plača manj ali pa izigrava, tudi to sem že doživljal, da recimo več avtorjev ali pa prevajalcev izigravajo med sabo, se pravi, da jim tako ta nek dumping honorarjev, tako da, ampak kakor vem, sindikati, recimo vsaj s tem finančnim vidikom, s tem se ukvarjajo, na to so navajeni in tako naprej, ampak mislim, da manjka, saj po mojih izkušnjah, ta recimo pozitivna evalvacija recimo tega čustvenega dela. Jaz ne mislim, da je ceniti inovativnost, kreativnost, avtonomijo in podobno, da je neka patologija ali pa da je to, da to pomeni, da imaš lažno zavest, ker si nasedel neoliberalizmu. Mislim, če je to neoliberalizem, toliko bolj za neoliberalizem. Tako da tudi to upoštevati, pa bolj iskati ne v smislu to odstraniti kot neko zlo, pa potem se vrniti, ker mislim, da tudi ni mogoče, da se ne da te ure zavrteti nazaj, pa se vrniti na ta čist instrumentalen odnos do dela, kot zgolj finančna računica, ampak čist kako najti hibridne forme, recimo, ali pa kako to dvoje uskladiti, recimo, da je neko ravnotežje med tem. Zadnje čase, pravite, se veliko ukvarjate tudi s tehnologijo oziroma s spremembami na področju recimo pop kulture, spremembe oglaševanja. Kaj pa tukaj ugotavljate? Ja, to spet zelo na kratko, ali pa ne toliko na kratko, ampak saj tako na splošno. Mislim, da se dogajata dve zelo zanimivi stvari. Eno bi bila avtomatizacija kulturnega okusa, se pravi tudi povezan s tem, kar sem že prej govoril o realni subsumpciji, pa tudi s tem, kar sem govoril o razredih. Recimo, če pogledamo na prvi pogled tako enostaven primer, tako vsi se s temi aplikacijami oziroma platformami srečujemo vsak dan, recimo Spotify pa Netflix. Zdaj, recimo, če pogledamo sociološke perspektive, kaj naredita, je pravzaprav avtomatizirata izoblikovanje osebnega kulturnega okusa, v smislu teh algoritmov predlogov. Sicer zdaj tukaj malo pretiravam, sta še zelo daleč od tega dejansko, se pravi, te algoritma predlogov postajata manj neumna, sta pa daleč od popolnega, ampak se še dogaja recimo enkrat na teden v povprečni uporabniški izkušnji, da je nek predlog res dober, da te preseneti, da reče, ali predlaga nek film, za katerega pozabiš, da obstaja, pa rečeš, ja, se res, ampak tako v smislu, da bi te da v bistvu že pride do stopnje solidnega znanca z dobrimi referencami, ampak mislim, da tendenca je, da se kulturni okus avtomatizira, kar pa potem pomeni velik problem za to, kar sem prej govoril o kastni razdelitvi družbe, ker kaste, tako ker niso več določene po krvi, ker prej bilo, če si rojen v tlačansko kasto, ostaneš tlačan do smrti, ni neke mobilnosti in enako z plemenito krvjo aristokracijo, ampak
ko nehajo biti dedne kaste, potem se transformirajo, da postanejo, to je pravzaprav v enem stavku Bourdieuova teorija, se definirajo s kulturnim okusom in z izražanjem kulturnega okusa, ki pa je pridobljen sicer znotraj te neokaste, ampak izrazito individualno. Se pravi, vedno gre za, recimo, tudi neka gesta prezira, recimo kakšnega cinefila, ki nekdo predlaga, da bi gledali skupaj Tora ali pa Hulka ali pa kaj podobnega, pa sama ta gesta, ta prh že izraža recimo leta ali pa desetletja tega brušenja filanskega okusa, ker noben ne zna te geste tako fingirati, kot dejansko zelo izobražen, zelo rafiniran cinefil in se pravi, pripada višji kulturno definirani kasti, za razliko od plebsa, recimo, ki gleda te superherojske Marvel blockbusterje. Ampak zdaj, če se to tudi eksternalizira, se pravi, če se določa znanje, kaj to pomeni za kaste. Mislim, da bo zelo zabavno tako vzeti kokice pa gledati, kaj se recimo s temi kulturno-snobovskimi kastami, kaj se bo dogajalo. Ampak vem, da že preventivno, tudi zdaj, ki so še precej neumni, te algoritmi si pripravljajo neko obrambo. Mislim, da že slutijo, kaj se dogaja in že kopljajo jarke, se pravi, proti tem algoritmom, se v bistvu obnašajo zelo ludistično. Tako da mislim, da to je ena zanimiva razsežnost, ampak druga je pa tudi, kaj se dogaja z razredno ločnico, ker mislim, da se tudi razredna delitev pa z drugimi platformami, recimo kot so recimo Volt, Uber in podobno, se pa sama razredna ločnica avtomatizira, v smislu ne kot prej, da se avtomatizira delo, ali pa da se avtomatizira recimo tudi delo na strani kapitalista ali pa dejavnosti, kar se seveda zgodi recimo z uporabo računalnikov v bankah in podobno, ali pa z uporabo telefonov in za komunikacijo recimo znotraj podjetja, ampak da se samo razmerje, to klasično razredno razmerje med proletarcem in kapitalistom se avtomatizira, se pravi, ker ni več kapitalist tisti, ki se odloča saj v teh konkretnih detaljih vsakdanje dejavnosti, ampak recimo aplikacija sama dostavljavcu zračuna optimalno pot s temi postanki, se pravi, se tudi to, ta recimo sam del managementa recimo se avtomatizira, kar se mi zdi zelo tako zanimiv razvoj, ki ga tudi noben, se mi zdi, kritična teorija ni zares napovedala. Ponavadi smo bili vedno obsedeni, saj na marksistični strani s to avtomatizacijo dela, ni pa nihče zares recimo te avtomatizacije razrednega razmerja, tako da to se mi zdi recimo zelo zanimivo. Dr. Kraševec, najlepša hvala za vaše poglede, misli, mnenja in odgovore. Najlepša hvala vam za povabilo. Hvala lepa za pozornost vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Kmalu vas spet čaka N1 podcast. Bodite z nami.